Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni v tedenski izdaji. Bliža se vrhunec decembrskega prazničnega dogajanja in tega bodo letos obeležili tudi v Vojniku, kjer za to skrbijo že več kot desetletje v svojem projektu poimenovanem Božični Vojnik, znanem predvsem po jaslicah in še ostalem pestrem dogajanju. V današnji oddaji torej predstavimo, kaj bodo pripravili letos. Pa kar dajmo. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, ob sebi pozdravljam tokratno gostjo tedenske izdaje. Iz Vojnika je prišla Nataša Kovačič-Stožir. Nataša, živijo, lep pozdrav najprej. Dober dan. Nataša, takole, Božični Vojnik že več kot desetletje vabi pestro dogajanje na Vojniške ulice, v okolico in božični čas je pred vrati. In verjamem, da se ta napetost čuti že tudi v Vojniku in jutri bodo sicer Božični Vojnik podrobneje predstavili na tiskovni konferenci, sam pa se rad malce pošalim, da imamo na TV Celje zdaj že nocoj ekskluzivo in bomo predstavili samo dogajanje. Ampak Nataša, ker ste rekli, prednem sva šla v živo, da ste že od samega začetka zraven, pa bi mogoče se najprej spomnila teh začetkov, da predstaviva to evolucijo Božičnega Vojnika. Kako je nastala ideja, kdo ste bili tisti prvi, ki ste za njo, po domače povedano, zagrabili in naredili to, kar traja že več kot desetletje? Ja, res je, naša zgodba traja že 11 let, letos bo 11. leto. Leta 2014 se je zgodba začela v bistvu z idejo upokojenega župana, gospoda Bena Podergajsa, da Vojnik oživi z postavitvijo jaslic. Njegova ideja je v bistvu naletela na plodna tla v turističnem društvu Vojnik, namreč Beno je pristopil do mene in mi predstavil idejo in nas v bistvu povabil k soorganizaciji tega dogodka. Meni se ideja zdela odlična. Vojnik namreč poleg obstoječih ostalih turistične ponudbe zagotovo rabi tudi v prazničnem času živo dogajanje. V prvi fazi je bilo namenjeno to stanovalcem, no do danes se je pa razvil projekt tudi ne samo za vojniške stanovalce, ampak tudi za druge obiskovalce. Kot pravi turistični produkt, torej, ja. Tako. In najino idejo, ki smo jo potem organizacijsko oplemenitila, je podprl tudi zdajšnji župan, gospod Branko Petre, ker je tudi občina Vojnik potem tudi kot soorganizator stopila v projekt, tudi kot sofinancer in skozi leta se je ta nedolžen projekt o razstavi jaslic pred hišami razvil v projekt tak, kot pač ga predstavljamo danes. In kot ste omenili, poleg občine Vojnik so organizator kulturno društvo Božični Vojnik. To ste potem tudi organizacijsko uredili že od začetka ali kasneje? Ne, kot rečeno, jaz sem tudi predsednica turističnega društva Vojnik in turistično društvo Vojnik je do lanskega leta bil organizator in nosilec tega projekta. Ker pa turistično društvo poleg tega projekta dela in deluje še na drugih področjih in ker je projekt Božični Vojnik prerasel vse meje prostovoljstva in pa obseg, da si zasluži pač tudi svojo pravno organizacijsko obliko, smo ustanovili novo društvo, kulturno društvo Božični Vojnik, na katerem se pač dogaja samo ta projekt Božični Vojnik in upam, da je to tudi za bodočnost prava pozicija, da se bo projekt lahko razvijal. No tako, mogoče pa še malce ostaneva v preteklosti. Omenili ste ta organizacijski vidik, kako pa je samo dogajanje naraščalo iz leta v leto in mogoče tiste najvidnejše dogodke, ki so na nek način postali potem tradicija. Vemo, da se ponovadi neka ideja začne nekje, potem pa se sama od sebe mesi in raste in so mogoče kakšne dogodki, produkti bili takšni, ki so se razvili sami od sebe in zdaj rasli in so zdaj že kar neka tradicija. Ali že samo celotno dogajanje? Se strinjam, kot ste rekli, najprej je ideja. Ideja se oplemeniti z neko strategijo, z načinom, kako bi prišli pač do svojega cilja, ampak na naši poti do dosege tega cilja je bilo potrebno ogromno narediti enih korakov. V prvi fazi ne samo, da nas je podprla občina in sprejela pač idejo za svoj projekt,
Predvsem so tu široko odprli vrata naši stanovalci. Namreč mi smo potrkali na začetku do vsakega in povedali za našo idejo. Ljudje so nas pa z odprtimi vrati in pa odprtimi srci sprejeli. Namreč mi se postavljamo na njihove vrtove, odpiramo vrata njihovih domov, zapiramo jim ulice in prihajamo dejansko v njihovo zasebnost in to v času praznikov. In ljudje so skozi leta vedno bolj pač pripadali temu projektu in dokler nas bo ulica oziroma naši občani in sostanovalci podpirala, bo ta projekt lahko obstajal. Zagotovo pa poleg naših občanov, ki podpirajo celoten projekt, veliki hvala skozi čas tudi vsem jasličarjem. Na začetku je bil v bistvu izziv, da smo mi dobili jasličarje, da smo jih nagovorili, da smo jim dali neko idejo, na kak način naj naredijo jaslice, kaj ne uporabijo materiale. Potem skozi leta pa je ta spodbuda v bistvu tudi na njihovi strani povzročila neko ustvarjalnost in vsako leto ti obstoječi jasličarji prinašajo nove jaslice, nadgrajujejo obstoječe. Poleg obstoječih jasličarjev se nam pridružujejo novi jasličarji. Zdaj ne govorimo to zgolj o, ne vem, individumih, človeku, ki zna ustvarjati, ampak tu so družine, tu so društva, tu so ekipe, ki se v bistvu skozi jaslice družijo, ustvarjajo neko socialni krog svoj, izmenjujejo informacije, si pobožajo, bom rekla, na različne načine svojo dušo. Se pravi, tu se ni razvilo zgolj samo spodbuda nekemu jasličarstvu ali pa ohranjanje tradicije, ampak še nekaj več. To je tisto, kar dejansko se začuti, ko stopiš na ta prostor in ko ga obiščeš. In v ozadju se res dogajajo plemenite zgodbe, da nastane to, kar se potem vidi. No tako, pa bi mogoče izkoristila tele jaslice, tako bom rekel tudi sam kot nevojničan, pa večino ljudi, ki jih poznam, ponavadi zdaj iz drugih krajev so Vojnik prišli zaradi jaslice. Mi zdi, da so to ta zaščitni znak božičnega dogajanja, je ta razstava jaslic, pa bi preden omeniva vse ostalo dogajanje, tudi odprtje, omeniva letošnjo razstavo jaslic, ki seveda tudi bo. Kje in kdaj? Kot rečeno, vsako leto zagotovo je rdeča nit našega dogodka so jaslice. Ponujamo seveda tudi spremljevalni program, spremljevalno ponudbo, obogatimo vsako leto tudi našo tržnico, gostinski program, ampak osrednji del, kot rečeno, jaslice. Družina, ne zgolj samo katoliški vidik, ampak družina, mir, to je tisto, kar v bistvu v Vojniku dajemo našim obiskovalcem. In postavljamo jaslice, kot rečeno, vsako leto zunaj, na ulicah in pa tudi v Jernejevem domu, kjer je notranja razstava. In letos krasijo naše ulice seveda pisane različne jaslice izpod različnih umetniških rok in skupin. Tu moram omeniti ne samo društva, tu sodelujejo šole, ne samo vojniške, ampak tudi sosednje, se pravi celjske, šentjurske, velenjske, srednje osnovne šole, tu sodelujejo vrtci, tu sodelujejo zdravstvene organizacije, tu sodelujejo bolnice, naprimer bolnica Vojnik, zdravstveni domovi, sodelujejo domovi za ostarele, se pravi različne skupnosti, ki sodelujejo za to, da se pokažejo pri nas. In ena stvar, ki jo pa pri notranjih jaslicah letos moramo omeniti, je pa razstava vatikanskih razstavljavcev. Naša razstava namreč letos poudarja Vatikan, kar en zajetno število vatikanskih slovenskih razstavljavcev, ki so v preteklosti razstavljali na Svetem sedežu, razstavlja letos pri nas. In pa še ena stvar, ki je zelo zanimiva in mislim, da je tudi postavljena prvič v Sloveniji, to so največje jaslice, notranja postavitev največjih jaslic.
Te jaslice so dolge 45 metrov in avtorica in izdelovalka teh jaslic je gospa Majda Kržič iz Presarji pod Krimom. Gospa 20 let ustvarja. Te jaslice so sestavljene iz 535 figur. Vsaka stvar oziroma vsak detajl, ki ga vidite in je del sestava teh jaslic, so narejene ročno iz gline. Jaslice predstavljajo v bistvu od rojstva do smrti Jezusa, celotno Jezusovo življenje, seveda z osrednjim božičnim delom. Gre za življenjsko delo in pa impozantno predstavitev v Jernejevem domu. No, ravno to sem želel vprašati, če imamo kakšen takšen, kot se reče zdaj moderno, tiz, da podraživa potencialne obiskovalce s kakšnimi jaslicami in ste mi že sami odgovorili. Mogoče pa bi zdaj šla na samo dogajanje. Jaslice kot tisto osrednje bistvo božičnega Vojnika. Pričnete prihodnjo sredo, 17. decembra, torej po domače povedano danes teden, in sicer že ob 4:30, pa bi mogoče predstavila sam ta otvoritveni dogodek in lahko izpostavila potem tiste najbolj zanimive dogodke, ki bodo spremljali to razstavo jaslic in seveda tržnico in vse ostalo. Res je, začnemo v sredo o 4:30 z odprtjem božičnega Vojnika. Mogoče izpostavim res par dogodkov, ker vse ostale informacije najdejo obiskovalci na naši spletni strani www.božičnivojnik.si. Že 19. decembra, se pravi v petek, nas bo godba napihala Nova cerkev z gostjo Aniko Horvat, nam bo zapela. Nadaljevale se bo petje po ulicah. To je ena stvar, za katero smo v preteklosti videli, da zelo pritegne obiskovalce. Vsak drugi dan se bo v bistvu pelo po ulicah božičnega Vojnika. Tu moram izpostaviti, da se je združila nekako celotna občina, vse 3 krajevne skupnosti, ker so pevci iz vseh krajevnih skupnosti in se pač predstavljajo na ulicah. Zanimiva stvar za otroke. Za otroke bo kar nekaj zadev, animirani družinski filmi, čarobna predstava Čupakabre, potem silvestrovanje. Seveda, silvestrovanje je treba omeniti. To je novost za naše otroke, namreč silvestrovanja za otroke še nismo imeli. In to v dopoldanskem času? V dopoldanskem času, ob 10. dopoldan. Tako da za otroke se bo res letos dogajalo. Tudi ježa ponijev bo, absolutno na ulicah, dovolj gostinske ponudbe za otroke, tako da naši najmlajši so v prvi vrsti je poskrbljeno za njih. Za starejše ali pa odrasle pa kot rečeno, skozi otvoritev se bomo na koncertih srečali, godba napihala, potem koncert vojniških zborov in solistov, tradicionalni koncert vsako leto, potem večer mladih zvezd harmonikarskega orkestra Glasbene šole Celje z dirigentom Tomažem Marčičem, ki je tudi aktiven vsa ta leta pri sestavi celotnega programskega dela. Ena stvar, ki je zelo obiskana in pa zanimiva, so zagotovo tudi žive jaslice, ki se bodo dvakrat, tako, prav na božični dan, 25. in pa 26. in 27. decembra odigrale, in sicer po 2 predstavi ob 18. in pa 19. uri vse te 3 dni. To je, kar se tiče programa. Detajli, kot rečeno, na naših spletnih straneh. Zagotovo je pa ena stvar, ki jo je za izpostaviti tudi naša ponudba na ulicah božičnega Vojnika. To ponudbo pripravljajo naša društva vojniška in pa osrednji del gostinske ponudbe, ki se pa dogaja na parkirišču ob tržnici, ki pa ponuja tudi malo več kulinarike za odrasle in pa tudi za otroke. Na osrednjem delu, naj še to dodam, je tudi božična tržnica, letos še dodatno obogatena ponudba, tako da vsi obiskovalci vabljeni, da se sprehodite, da najdete tudi zase
kako malenkost, ki jo lahko odnesete v svoj dom. Tako, če ne v želodcih, pa saj v srcih. Ne? Tako. Na tem mestu bi sicer lahko že končala, ampak še ne bova. Tule sem opazil eno zadevo, ki imate na tem letaku. Zbirate tudi donatorska sredstva, kulturno društvo. Na kak način se da vam pomagati in na kak način, oziroma se da temu društvu pomagati in na kak način potem ta sredstva v kaj se vlagajo? No? Celoten projekt je za naše obiskovalce brezplačen. Parkirišče je brezplačno, ogled razstave, zunanje, notranje je brezplačen. Razen seveda to, kar si obiskovalci kupijo ali za želočke ali za darila, to se plača, vse ostalo je brezplačno. In seveda moram izpostaviti naše zveste donatore, ki nam vsako leto donirajo. To so različna podjetja, tako vojniški podjetniki kot okoliški podjetniki, ki podpirajo ta projekt. Kot rečeno, je sofinancer tega projekta tudi občina Vojnik, ampak vsako leto se projekt nadgrajuje, so nove ideje, ki jih je treba realizirati, zato da pač zadeva raste in vsaka ideja je povezana s financami. V končni fazi tudi v 10 letih je to drevje, na katerega obešamo luči, zraslo in te luči so zadostovale v preteklosti, zdaj pa kar dokupujemo zato, da sledimo tej rasti. Vsako leto meter več. Tako. In to je vse pač pogojeno stroški. In vsakega prostovoljnega prispevka, tudi obiskovalcev, smo seveda veseli, zato da bomo lahko še naprej razvijali to našo božično zgodbo. Vidim, da ste pripravili tudi posebno aplikacijo. Ja, ta aplikacija je bila implementirana, razvita že lani. Gre za posebno mobilno aplikacijo, ki si jo naši obiskovalci pač odprejo na svojih mobilnih telefonih in skozi njih spremljajo celotno dogajanje. Na njej najdejo program, na njej najdejo tudi v bistvu digitalnega vodiča, ki jih vodi skozi ogled jaslic. Najmlajši se poslužujejo oziroma sodelujejo tudi v nagradni igri, ki jo imamo na tej digitalni aplikaciji, in skozi digitalno aplikacijo tudi vse prijavljene obveščamo o aktualnih dogodkih, zato tudi povabilo, da si posnamete to oziroma downloadate, prenesete to aplikacijo in skozi njo spremljate naše dogajanje. Tako sem tudi mislil takole v koncu, da če si tisti, ki se niste zapomnili vse, kar je Nataša oziroma kar sva omenila v pestrem dogajanju, prenesete se aplikacijo Božični Vojnik in ga lahko spremljate. Mogoče za konec še tole. Vem, da je zdaj šele pred vrati izvedba, ampak prepričan sem, da se že gleda naprej, ne? Ker to je tak dogodek, ki se ga ne pripravi v enem mesecu. Ne? Ja, dejstvo je, da ta dogodek je dogodek prostovoljcev. Mi vsi, ki pač delujemo ali pa sodelujemo, smo po večini prostovoljci in ja, mi s srcem delamo ta projekt in za njega živimo ne samo en teden prej, ker je to nemogoče, ampak skozi celo leto. Ta skupina, druščina, organizacijska, ki ta projekt vodi, je prerasla zgolj meje, ne vem, nekega sodelovanja, ampak prijateljstvo, in moram priznati, da mi se celo leto punce in fantje pogovarjamo o Božičnem Vojniku in ko hodimo kjerkoli, dobivamo ali pa vidimo ideje, iščemo neke nove izzive in ta zgodba v nas živi celo leto. Je res, da v drugi polovici leta so priprave intenzivne, sploh zadnja 2 meseca, ne, je to 24/7 tema našega pogovora in pa tudi aktivnosti. In ja, priprave dejansko potekajo v naših glavah celotno leto, aktivno pa potem zadnja 2 meseca pred samo prireditvijo. Zdaj v tem trenutku pa rajš ne bi rekla, kdaj začnemo, pa kdaj končamo, zato da res do otvoritve pripravimo stvari tako, kot si pač želimo oziroma smo si jih zastavili. No, lepo. In če to ni božični duh, torej druži prijateljstvo in povezanost, potem pa tudi ne vem, kaj je. Nataša, hvala za obisk. Torej ob koncu še enkrat vsi vabljeni na otvoritev v sredo 17. torej danes teden ob 4:30 na odprtje Božičnega Vojnika, potem pa ali na stojnice, tržnico ali pa pogledati same jaslice. Nataša, še enkrat hvala za obisk, naj tudi letošnji Božični Vojnik uspete, kot ste si zadali in še na mnoga leta. Ne?
Najlepša hvala za povabilo in res še enkrat vljudno vabljeni, da se sprehodite in doživite našo pravljico. V City Center Celje je prispel največji jelenček v Evropi. Pravlični Rudolf Celjski, ki vas vabi na najlepši selfie. Naj se srečni prazniki pričnejo pri nas. City Center Celje. Mesarstvo Čas vam v lastni mesnici na Savinjski cesti 77 v Žalcu ponuja meso in mesne izdelke. Poleg svinjskega, govejega in telečjega mesa nudijo tudi domačo perutnino. Iz lastne proizvodnje priporočajo hrenovke, pečenice, krvavice in domače klobase. Po naročilu vam pripravijo tudi narezke različnih vrst, kanapeje in druge prigrizke. Za posebne priložnosti organizirajo manjše in večje cateringe na vaši lokaciji z izbrano ponudbo domačih mesnin. Čas je zlato in dobro meso. MeTeam predstavlja enostavno uporabniško videokonferenčno orodje, ki omogoča hitro in zanesljivo komunikacijo tako znotraj, kakor zunaj vaše organizacije. Omogoča vam organiziranje projektnih skupin, snemanje konferenc, glasovanje ter beleženje in shranjevanje podatkov. Je orodje, ki predstavlja idealno rešitev pri sodobnem načinu vodenja ter komunikaciji tako s partnerji, strankami kot tudi zaposlenimi. Delovanje sistema pa spoštuje vse predpise o varnosti podatkov, saj vsi podatki, s katerimi upravljate, ostanejo v vaši državi. V kombinaciji s pametno tablo Novatel Clever Touch pa postane orodje MeTeam resnično popolno. Pametna tabla namreč omogoča pisanje, risanje in prikaz interaktivnih vsebin, ki jih s pomočjo orodja MeTeam delite neposredno v videokonferenčnem pogovoru. Ob tej izjemni kombinaciji orodja MeTeama in pametne table Clever Touch bo deljenje vsebin ter poslovno komuniciranje postalo res enostavno in brezskrbno. Dneva odseva odhaja noč, zavetje jutra tok. Tvoj trenutek je zdaj, tvoj trenutek je zdaj. Mi smo družina. Trgovine Jager. Ustvarite nov videz svojega doma. Včasih je dovolj le ena prava preproga, da prostor dobi popolnoma nov značaj in toplino. V salonu Kemoplast Šentjur so za vas pripravili več kot 1000 vrst preprog, čistilnih tekačev in predpražnikov. Za notranje in zunanje prostore, za vsak kotiček vašega doma. Izbirajte med otroškimi preprogami, ki popestrijo otroške sobe, elegantnimi preprogami za dnevne sobe in terase, prefinjenimi tekači za hodnike za predvhodna vrata. Vsaka preproga ima svojo funkcijo in doda domu dodaten slog in udobje. Odkrite preproge, ki ne le dobro izgledajo, ampak so tudi trpežne in enostavne za vzdrževanje. Obiščite Kemoplast in izkoristite prednovoletni 20% popust na vse preproge iz zaloge. Kemoplast, svet talnih oblog. Kaj si želim? Novo oblačilo? Najbolje v kombinaciji s pametno uro? Ali pa brezžične slušalke? Pravzaprav, želim si vse to. Že danes je možno, da podariš izbiro. Podari izbiro z darilnim bonom Desetak. To je bila še ena tedenska izdaja. Hvala lepa za vašo pozornost. Ob koncu vas povabim spremljanju prihodnjo sredo. Do takrat pa lepo bodite in srečno.